nekoliko preoblikoval naslov iz prvotnega, in sicer glede na časovni okvir, ki ga imamo, bom poskusil neko pravno digitalno strategijo prikazati skozi nekaj ključnih praktičnih vidikov za srednja in mala podjetja. Tema je namreč tako široka, da bi lahko imeli o njej verjetno povsem samostojen večdnevni seminar. Pravna regulativa je zelo širok pojem, je pa tudi seveda zelo odvisna od vrste, velikosti in trga posameznega podjetja oziroma organizacije. Zdaj, tisto, kar bi na začetku uvodoma še morda povedal, je, da se kot pravnik in tudi kot poslovni svetovalec že več kot 15 let ukvarjam s področjem medijev in digitalizacije. Fokusiran sem predvsem na tako imenovane time industries, telekomunikacije, internet, na podjetja, medije in pa entertainment industry, ki je vedno večjem porastu na globalnem trgu. Sem pa tudi predsedujoči komisiji, sopredsedujoči skupaj s Katjo, Komisiji za digitalno regulativo in okolje pri Slovenski digitalni koaliciji in pa pri Interactive Advertising Biroju, IAB-ju, jaz mislim, da ga večina vas pozna, kjer se v zadnjem času ukvarjamo predvsem s tako imenovanim Transparency Consent Frameworkom ali TCF 2.0. Več o tem bom govoril kasneje, ker je to eno od ključnih ali najpomembnejših aktualnih pravnih tem, ki poslujejo digitalno, ki imajo svoje spletne strani, spletne trgovine, spletno komunikacijo in se nanaša na uporabo podatkov, ki jih zajemamo s piškotki in drugimi spletnimi identifikatorji. Osnovni pravni viri, ki jih moramo ne glede na to, kakšni organizaciji delamo, ustvarjamo ali jo vodimo, poznati, so našteti tule, od obligacijskega zakonika, ki postavlja neke temelje pogodbenih odnosov, obveznosti in pravic, ki jih imamo kot stranke v pravnem prometu. Potem bomo danes dali precej poudarka Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in Zakonu o industrijski lastnini, torej paketu krovnih zakonov, ki urejajo področje varstva intelektualne lastnine v podjetjih. Digitalizacije v nobenem primeru in v nobenem podjetju, ne glede na vsebino dejavnosti, si namreč ne moremo predstavljati brez izjemno natančno in dobro urejenega področja varstva intelektualne lastnine. Nekaj predpisov še, ki urejajo digitalno komuniciranje, od Zakona o elektronskih komunikacijah, o elektronskem poslovanju, in pa seveda tudi eno izmed izjemno pomembnih področij, ki je nedvomno na dnevnem redu vsakega podjetja, ko se ukvarja z digitalno preobrazbo ali vzpostavitvijo nekih digitalnih procesov, pa je seveda varstvo zasebnosti, varstvo osebnih podatkov, od uredbe GDPR, ki jo seveda vsi poznamo, do še nesprejetega zakona o varstvu osebnih podatkov 2. Že več kot 2 leti torej čakamo tudi na ta predpis. To ne pomeni, da GDPR kot uredba na nivoju Evropske unije seveda ne velja neposredno v vseh 27 državah članicah, pa vendar z nestrpnostjo pričakujemo tudi ta predpis, ki bo nedvomno dodatno vprašanje varstva podatkov in varstva zasebnosti v Sloveniji še natančneje uredil. Uvodoma naj povem, da je pri vsakem diskurzu ali predavanju ali vprašanju povezanem z digitalizacijo v nekih gospodarskih okoljih ali v drugih oblikah organizacij ali v družbi kot celoti, seveda vselej problem zastarele zakonodaje. To ni slovenska specifika, čeprav smo tu nekoliko posebni, da smo še nekoliko, se zdi, včasih počasnejši. S tem se soočajo prav vse države, razlog je pa seveda v tem, da tehnološki napredek v vsakem primeru in vse povsod močno prehiteva regulatorne okvirje, močno prehiteva dejavnost zakonodajalcev v posameznih jurisdikcijah, tako da se danes recimo ne le v Sloveniji, ampak marsikje ukvarjamo z vprašanjem, kako nek digitalni poslovni model v resnici v praksi sploh lahko deluje zakonito, če vendar zanj ne obstajajo še ustrezni moderni predpisi. Naj samo poudarim, recimo Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah velja v seveda večkrat spremenjeni, nadgrajeni obliki, pa vendarle od leta 1995. Tu so še številni drugi zakoni in podzakonski akti, ki so že nekoliko outdated in seveda povzročajo na trgu podjetjem in celim gospodarskim ali sektorjem dejavnosti številne težave
pri prilagajanju in pri iskanju tistega digitalnega poslovnega modela, ki bo v končni fazi tudi zadovoljil, bom rekel, nadzor regulatorjev in pa seveda vzpostavil neko varno poslovanje. En izmed takih tipičnih primerov je, kot bom kasneje večkrat povedal, po novem tudi vprašanje zajema določenih podatkov v digitalnem okolju, ki so osebni podatki, pa vendarle GDPR in povezani predpisi ne dajejo povsem jasnega ali dokončnega odgovora, kako naj podjetja s temi podatki ravnajo, kako naj jih torej zakonito in varno obdelujejo, da ne bo prišlo do nobenih, bom rekel, nevšečnosti pri kakšnih inšpekcijskih in podobnih nadzorih. Jaka, prosti, samo nekaj, a ti si se že premaknil po slajdih? Zdaj nekam na naslednji slajd. Da ne bo spet tisti problem, sem to sem se ustrašila. Vidite naslednji slajd zdaj, ne? Ja, vidimo, ja, hvala. No, zdaj, jaz sem glede na časovne omejitve, ki jih danes imamo, pravo digitalnega komuniciranja, zakonodajni okvir, pravni okvir, v katerem delujemo, osredotočil na predvsem naslednje točke, in sicer prvo bi rekel, morda, da je seveda to problem, kadar govorimo o srednjih in malih podjetjih, da je v teh podjetjih ponavadi pravna služba torej neobstoječa. Da se torej seveda dostikrat zanašamo na lastne občutke, lastno znanje, copy-pastenje nekih splošnih pogojev, pogodb in drugih dokumentov, ki jih najdemo na spletu. Pa v kompleksnosti urejanja odnosov v digitalnem okolju je takšna poslovna praksa lahko zelo nevarna, zelo škodljiva in lahko prinese kasneje do bistveno večjih stroškov, kot da bi se tega dovolj zgodaj in dovolj premišljeno lotili v vsaki organizaciji oziroma podjetju. Ključni stebri urejanja nekega digitalnega okolja znotraj podjetij in organizacij, ko govorimo predvsem o SME-jih, pa tudi o večjih podjetjih in organizacijah, se torej nanašajo, kot sem že omenil, na pravice intelektualne lastnine, ki se deli v osnovi na dva stebra, to so avtorske pravice in pravice industrijske lastnine. Čisto na kratko, kako se ta dva stebra pravic intelektualne lastnine ločita. Avtorske pravice so pravice na avtorskih delih in jih ni potrebno posebej zaščititi, registrirati. Varstvo avtorskih del, to so vsebine spletnih strani, vsebine vaših dokumentov, ki jih komunicirate, grafike, vse tisto, kar bi šteli pod avtorska dela, seveda so zaščitena z samim trenutkom njihovega nastanka. Pravice industrijske lastnine, to so tiste pravice, ki pa se jih registrira pri pristojnih organih. V Sloveniji je to Urad za intelektualno lastnino, potem so pa še številne mednarodne organizacije na tem področju, pa je seveda potrebno torej nekako v nekem postopku registrirati. Najbolj tipična takšna pravica, ki jo uporabljamo in moramo imeti ustrezno zaščiteno v vsakem podjetju, ko govorimo recimo o nekem digitalnem ali kakršnem koli komuniciranju navzven, so blagovne znamke, storitvene znamke, tudi modeli so tu zelo aktualni. Pod industrijsko lastnino pa seveda spada še vrsta drugih pravic, kot so recimo patenti in geografsko označba porekla blaga, vendar te niso za našo današnjo diskusijo tako zelo pomembni. No, drugi steber pravic, ki jih moramo res imeti ustrezno urejene, in to ne zato, ker je bilo to potrebno urediti pred 2 letoma in smo potem na to pozabili, ampak zato, ker je to ongoing process, ker je to kontinuiran proces v vseh okoljih, podjetjih in organizacijah, je torej zasebnost in varnost. Nekaj več o varnosti bo potem govoril tudi kolega Sjela kasneje v svojem predavanju, jaz se bom pa bolj osredotočil na področje varstva osebnih podatkov, kot enega ključnih področij, ki jih moramo imeti dobro urejeni, če želimo vse koristi iz naslova digitalnega poslovanja in komunikacij v naši organizaciji in podjetju v celoti izkoristiti. Ne smemo pozabiti, da ko delujemo v digitalnem okolju, so transakcije skoraj praviloma sklenjene seveda kot prvo na daljavo v vsakem primeru, zelo pogosto pa tudi čezmejno. To se pravi, vsak spletni nakup, ki ga opravimo v drugi državi, v drugi jurisdikciji, je lahko podvržen drugačnim pravilom, drugačnemu pravu, drugi pristojnosti sodišč in regulatorjev. Zato moramo seveda pri vseh teh procesih vedno razmišljati nekoliko širše od osnovnih predpisov, ki veljajo neposredno zgolj v Republiki Sloveniji. Hvala Bogu, smo seveda del nekega evropskega pravnega prostora, tako da številne direktive in uredbe poskušajo enotni digitalni trg v Evropski uniji poenotiti, pa vendar
smo še daleč od tega, da bi lahko govorili o enotnem digitalnem trgu. To je le neka dolgoročna strategija Evropske komisije in Evropske unije kot celote. Tu naj samo na to opozorim, da se pri teh predpisih, ki se nanašajo na skupni digitalni trg v Evropski uniji, nekako moramo zavedati, da so uredbe tisti dokumenti, kot je na primer GDPR, ki so neposredno, bom rekel, veljavni v vsaki državi članici v enaki obliki ali skoraj da enaki obliki. Medtem ko pa so tisti predpisi, ki pa dopuščajo državam članicam in posameznemu regulatorju in posameznemu okolju, tudi zakonodajalcu, nekoliko več svobode pri prilagajanju nekim nacionalnim posebnostim, pa so torej direktive. Direktiva pa pomeni, da jo treba seveda prenesti v pravni red in ko ga prenašamo v domači pravni red, lahko nekatere stvari, nekatera področja tudi nekoliko drugače uredimo. Dobro, prvi izmed stebrov, o katerih bi v tej kratki prezentaciji danes govoril, ali pomembnih področji ureditve v vsakem podjetju organizacije, torej intelektualna lastnina, kot sem omenil, avtorsko pravo in pravo industrijske lastnine. Izjemno pomembno je, da vemo, da avtorske pravice v vsakem podjetju in organizaciji ureja torej zakon o avtorskih in sorodnih pravicah ZASP, pravo industrijske lastnine pa temelji predvsem na zakonu o industrijski lastnini. Kot sem že omenil uvodoma, se oba predpisa ali obe področji v osnovi razlikujeta torej na področju ali z vprašanjem nastanka pravice, torej začetka varstva in pa ali je potrebna neko dejanje, neka registracija ali pa pravica nastane, tako kot avtorska, samim nastankom nekega dela. V digitalnem okolju seveda ne smemo pozabiti tudi na vprašanje ali na področje spletnih domen, njihove registracije in potencialnih domenskih sporov. Sam se v praksi že kar nekaj časa tudi soočam ali pa ukvarjam s tem področjem in moram reči, da v zadnjem času opažam kar precejšen porast sporov, ki se predvsem nanaša na vprašanje konflikta med blagovnimi znamkami in domenami. Zato je to morda eno področje, ki je tudi dostikrat avtomatizirano v vašem podjetju. Imamo namreč registrirano domeno in seveda vsako leto jo podaljšujemo in potem pozabimo na to, da lahko pride kasneje tudi morda še do kakšnih sporov ali težav iz tega naslova. Enako velja za blagovne znamke. Blagovno znamko, ki ste jo registrirani, jo gradite, vanjo investirate, je tisti simbol vaše prepoznavnosti v okolju in na trgu. Tudi dostakrat zanemarjamo, podaljšuje se praviloma na 10 let in pozabimo, da lahko tudi konkurenčna podjetja, posamezne zveneče blagovne znamke, morda ne toliko zveneče, vendar prepoznavne blagovne znamke, tudi izkoristijo kasneje v nekih ločenih postopkih, svojih postopkih registracije in je zato koristno imeti tule vendarle nek konstanten nadzor nad tem, ali se poskušajo v nekih postopkih pred organi registrirati kakšne primerljive blagovne znamke, ki bi torej izkoriščale tisto, kar smo mi dolga leta gradili skozi svojo blagovno znamko in prepoznavnost na nekem trgu, kjer delujemo ali v neki dejavnosti. Avtorska pravica, to je zelo pomembno, traja 70 let, to seveda večinoma vsi vemo, od trenutka smrti avtorja, kar pomeni, da vsa tista avtorska dela, ki jih bomo nekje našli na spletu ali v nekih drugih virih, lahko uporabljamo prosto po preteku teh 70 let. Torej, znotraj tega pa je seveda potrebno vse pravice intelektualne lastnine, v tem primeru avtorske pravice, urejati pogodbeno. To se pravi, zakon o avtorskih in sorodnih pravicah ne omogoča, in to podjetja zelo pogosto počnejo, nekih ustnih dogovorov ali pa prenosa pravic zgolj z izstavitvijo nekih faktur ali na podlagi nekih e-mailov, temveč je treba te pravice, to so pravice recimo na programski opremi, na dizajnih, na besedilih, na vseh drugih, na glasbenih, audiovizualnih delih, torej na vseh avtorskih delih, ki jih v našem digitalnem procesu, okolju uporabljamo, je potrebno od avtorjev ali od imetnikov avtorskih pravic pridobiti s pisnimi pogodbami. Torej, to je ta izjema, ki zahteva načelo pisnosti, načelo torej strožje obličnosti v avtorskem pravu, od morda neke blažje obličnosti na splošnem obligacijsko-pravnem področju, kjer so transakcije povsem možne tudi samo z izročitvijo blaga, plačilom kupnine, izstavitvijo računa in podobno. Kar je izjemno pomembno je, da kadar želimo neke pravice, ki jih bomo potem uporabljali v svojem podjetju, urediti, moramo, se pravi, v teh pogodbah določiti teritorij, na katerem bomo te pravice uporabljali in pa zlasti čas, v katerem bomo te pravice uporabljali.
če želimo te pravice uporabljati ves čas naše dejavnosti, moramo seveda opredeliti v pogodbah prenos pravic za ves čas trajanja, torej za teh 70 let po smrti avtorja. Vse ostale pravice se seveda prenašajo lahko za krajši rok, 1 leto, 1 mesec, 10 let, vendar mora biti ta čas določen. In kar je ključno, ko boste v vašem podjetju naročili izdelavo neke spletne aplikacije, spletne strani, spletne trgovine, morda celo tudi nekih drugih dokumentov, s katerimi boste komunicirali, nastopali navzven, kot je celostna grafična podoba in podobno, je izjemno pomembno, da poznate institut izključnosti oziroma neizključnosti prenosa teh pravic. Če pravico od programerja, od avtorja, od dizajnerja odkupujemo, prenašamo s pogodbo izključno, bomo izključno mi kot pridobitelj lahko te pravice v okviru naše spletne trgovine, spletnega mesta, našega podjetja uporabljali za ves tisti čas in za vse tiste teritorije, za katere smo se v pogodbi dogovorili. Če ta besedica umanjka ali če napišemo v pogodbo beseda neizključno ali neekskluzivno, bodo seveda vse te razvojne, avtorske projekte, vso to intelektualno lastnino, ki smo jo plačali, naročili, plačali, razvijali, pogosto kot soavtorji, lahko seveda tisti, ki so nam to pravico prenesli ali prodali, uporabljali tudi drugod in jo prodajali tudi drugim podjetjem. To se pravi, kadar želimo dejansko zavarovati svojo intelektualno lastnino na nekem, recimo, digitalnem področju, tako da bo le naša in da bo naš razvoj usmerjen zgolj in samo v koristi za naše podjetje, bomo izjemno pazljivi na to, da bomo v pogodbah te pravice prenašali izključno ali ekskluzivno. Vedeti moramo, da so nekako 3 temeljni pojmi, ki jih moramo poznati, ko recimo govorimo s programerjem ali z dizajnerjem ali z nekom v našem podjetju, ki ustvarja neko intelektualno lastnino za nas. Kaj so avtorska dela v recimo digitalnem okolju? To so oblikovanje, programska koda softvera, besedila, grafike in tako naprej. To so avtorska dela. Avtorska pravica pa je pravica ta dela uporabljati, reproducirati, to se pravi, po angleško se reče temu copyright, the right to copy, torej uporabljati ta avtorska dela, ki jih imamo v svojem podjetju, tudi v svojih bilancah posredno ali neposredno, da jih torej lahko izkoriščamo, je torej potrebna tako imenovana avtorska pravica ali copyright po angleško. Avtorsko pogodbeno pravo, ki sem se ga zelo na kratko dotaknil, je osrednji instrument urejanja avtorsko-pravnih razmerij v vsakem podjetju, ki recimo, dajmo reči, postavlja neko digitalno strategijo, ki vključuje razvoj novih spletnih mest, spletne trgovine, nekih drugih oblik digitalnega poslovanja. Torej z avtorskimi, torej, kot sem rekel, naprej sklenjenimi pisnimi pogodbami prenašamo, tukaj imam sicer en primer iz izvajalca na agencijo, z agencije na naročnika, lahko tudi samo iz izvajalca na naročnika, torej z avtorja, tistega, ki to ustvari, na tistega, ki naroča to avtorsko delo in ga bo kasneje v svojem poslovnem procesu tudi uporabljal. Določiti moramo, ne ponovim, način obsega, trajanje in prostor uporabe posameznih avtorskih del, plačilo nadomestila in pa ne pozabiti tudi na možnost prenosa teh pravic na tretje osebe in uporabo recimo v različnih medijih ali v različnih okoljih. Kadar bo pogodba premalo natančna, kadar bo pogodba ohlapna, kadar bodo to neki obrazci, ki jih snamemo spletnih strani, in jih niti ne prilagodimo posebnostim znotraj našega podjetja, se bo aktiviralo v primeru spora z avtorjem tako imenovano načelo in dubio pro auctoris, ali v dvomu presojamo v korist avtorja, avtorjev. To se pravi, vedno je v interesu podjetij, ki pridobivajo neko intelektualno lastnino, ki jo bodo kasneje uporabljali v kakršenkoli že namen, da so te pogodbe in ti dogovori izjemno natančno napisani. V vsakem primeru, ko pride do dvoma, pride do tega, da bodo te pravice ostale pri avtorju. Tukaj dostikrat poudarjam, da zlasti srednja in mala podjetja, in to vidim tudi v svoji praksi, recimo za izvedbo projektov najemajo študente. Študentje pripravljajo kreativna besedila, študentje pripravljajo neka avtorska dela, ki postanejo del neke
intangible lastnine tega podjetja, vendar recimo z njimi ne sklenejo nikakršne pogodbe. Zadostijo se zgolj študentskimi napotnicami, misleč, da so sedaj pridobili vse ustrezne materialne avtorske pravice. To so tiste, ki se lahko prenašajo s pogodbami, za razliko od moralnih, to so tiste pravice, ki se ne morejo prenesti in vselej ostanejo avtorjem. Tukaj samo nekaj poudarim. Kadar boste opremljali svojo spletno stran in boste opremljali jo s fotografijami, audiovizualnimi deli, z programskimi nekimi rešitvami, ne pozabite navesti imena in priimka avtorja. To so moralne avtorske pravice, nobenega razloga in tudi pravne podlage nimate, da bi fotografije ali neka druga avtorska dela v digitalnem okolju zbrisali njihove avtorje, imena in priimke, s tem kršite moralne avtorske pravice in imajo avtorji lahko do teh podjetij, ki tako počnejo, tudi ustrezne denarne zahtevke. Kar bi tukaj poudaril je, da številni ljudje, sodelavci v vaših podjetjih, SME-jih, predvsem pa v večjih podjetjih, delajo v rednem delovnem razmerju. To se pravi, da imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Kadar nekdo v vašem podjetju dela na podlagi pogodbe o zaposlitvi, se šteje po 101. členu ZASP, da so vse avtorske pravice na avtorskih delih, ki jih je ustvaril ali ustvarila, prenesene na vaše podjetje za 10 let, razen če ni drugače s pogodbo dogovorjeno. Številna podjetja, zlasti startupi, srednja in mala podjetja, pozabljajo na ta člen v pogodbah o zaposlitvi in če se ta člen ne spremeni, ne doda v pogodbo o zaposlitvi, da se rok 10 let ustrezno podaljša ali drugače dogovori, se vam bo zgodilo naslednje. Ustvarjali boste avtorska dela, programsko kodo, razvijali spletne aplikacije, trgovine, kreirali celostne grafične podobe, blagovne znamke. Po 10 letih se bodo te pravice vrnile vašim zaposlenim, tudi če so ali ne bodo več pri vas zaposleni, razen če jim ne boste plačali ponovno primernega nadomestila. To pomeni, da ste 10 let preko nekoga, ki ste mu plačevali plačo, ustvarjali neko vrednost za vaše podjetje, pozabili ste pa napisati en odstavek v vašo pogodbo na podlagi 101. člena ZASP, da se pravice iz tega naslova prenašajo za dlje kot 10 let. Zakaj to govorim? Digitalizacija, digitalna transformacija v podjetjih in organizacijah je pravzaprav temelječa na intelektualni lastnini. Intelektualni lastnini avtorskih delih, zakaj? Vse programske kode, vse, kar ustvarjamo v nekem spletnem računalniškem okolju, so avtorska dela. In ne moremo si torej zamisliti digitalizacije in digitalne preobrazbe podjetja, ne da bi razumeli, da s tem odkupujemo avtorske pravice in avtorska dela in da vemo, da jim moramo imeti to pogodbeno urejeno, ali zunanji sodelavci z natančnimi pogodbami, ali za ustrezno rešitvijo v pogodbah o zaposlitvi na podlagi 101. člena ZASP. Preskočil bi še na eno zelo pomembno področje v pripravi digitalnih strategij, kadar seveda delate v B2C segmentu s potrošniki, da se potrošniška zakonodaja na področju Evropske unije in s tem tudi v Sloveniji izjemno zaostruje. Ravno danes sem v Financah bral, pa ni bilo časa, da bi dodal to še ta slajd o novem paketu potrošniške zakonodaje, ki bo začel veljati 1. januarja in se nanaša zlasti na spletne trgovine in na pristojnosti regulatorjev pri čezmejnem urejanju transakcij med državami članicami Evropske unije, torej samo za transakcije, ki se nanašajo na blago ali storitve med državami članicami. Če bo nekdo iz Poljske v vaši spletni trgovini nekaj naročil, bodo pogoji potrošniškega varstva od 1. januarja precej strožji, več o tem morda na kakšnem od naslednjih seminarjev, pa vendarle en omnibus 4 potrošniških direktiv, tako imenovan New Deal for Consumers, postaja vedno večja ali vedno kompleksnejše vprašanje v nekem potrošniškem odnosu v digitalnem okolju v Evropski uniji. Preskok v zadnjih 6 minutah še na bližnjo prihodnost na področju varstva osebnih podatkov. Vsi poznamo GDPR, ZVOP-2 bi moral biti sprejeti, bi bil napovedovan nekje za julija 2019, danes ga še ni. Napovedal pa bi tudi prihod ene nove uredbe, ki je že dolgo v pripravi in bi morala biti sprejeta sočasno z GDPR-jem. To je uredba elektronske zasebnosti ali e-privacy regulation. Čisto zna se zgoditi, da bo ta padla v slovensko predsedovanje v drugi polovici leta 2021, bo pa temeljito spremenila način, kako poslujemo ali upravljamo s podatki pridobljenimi na podlagi piškotkov. Piškotkov
na spletnih straneh in kako bodo posamezni brskalniki morali omogočati uporabnikom izključitev ali vključitev možnosti zajema določenih identifikatorjev posameznikov, ki uporabljajo spletne strani, in to bo seveda precej spremenilo digitalna orodja na področju neposrednega trženja digitalnega, na področju profiliranja, na področju torej programatičnega oglaševanja. To so vsa tista področja, brez katerih si delovanja v spletnem okolju, kadar ponujate blago ali storitve na B2C nivoju zlasti, sploh ne moremo predstavljati. Jaz blazno hitro govorim, zato imamo blazno malo časa, tako da upam, da me vseeno razumete, če ne mi upa Katja SMS poslala, da preveč hitro govorim. Kar v miru. Rajte počakajmo pa, da slišimo, kar je treba. Tako, in tukaj sem pa z rdečo označil še Transparency Consent Framework, projekt, ki smo ga znotraj interesnega združenja digitalnih podjetij IAB Europe oblikovali, tudi sam tvorno sodelujem kot vodja ene od komisij za digitalno regulativo, in s katerim smo poskušali nekako na področju samoregulacije nekoliko prehiteti, morda ni prava beseda prehiteti, pa vendarle zadovoljiti željam regulatorjev, to so informacijski pooblaščenci po posameznih državah, ko gre za vprašanje podajanja privolitev na spletnih mestih. To so tisti famozni cookie bannerji, ki se pojavijo na začetku obiska vaše spletne strani, ki vas vprašajo, ali se strinjate, da se vam piškotki naložijo na spletno stran. Če boste pozorni, boste opazili, da vedno večje število spletnih mest že uporablja standarde TCF 2.0 IAB Europe, ki zahtevajo oziroma ki vnašajo temeljno zahtevo po GDPR-u po granulirani izrecni privolitvi obiskovalca vašega digitalnega kozmosa, vaše spletne strani, vaše spletne trgovine, za namestitev določene skupine piškotkov na vašo napravo. Zlasti seveda tistih piškotkov, ki se kakorkoli ukvarjajo z identifikacijo posameznika na podlagi IP številke, in pa z nadaljno uporabo teh spletnih identifikatorjev za namene trženja, zlasti profiliranja in vseh ostalih oblik neke spletne analitike. In tista podjetja, ki med vami govorim, ki me danes poslušate, ki ste še na starih dobrih piškotkarskih obrazcih in pop-up bannerjih pošteno zamujate in imate res še precej malo časa, da se prilagodite tem standardom. To so neobvezni standardi, da se razumemo, to so industrijski standardi, to je samoregulacija, to smo si mi v industriji digitalni nekako izmislili, pa vendar smo najstrožje kriterije in zadnjo sodno prakso Evropskega sodišča in zahteve Evropske komisije, pa tudi posameznih nacionalnih regulatorjev na področju varstva osebnih podatkov, že upoštevali pri prenovi TCF 1.0 v 2.0. In menimo, da bodo verjetno regulatorji slej ko prej to tudi zahtevali oziroma bodo rekli, če imate te standarde urejene v skladu s temi pravili, je manjša verjetnost, da prihaja pri zajemu podatkov o vaših uporabnikih na vašem spletnem mestu do kršitve pravice do varstva zasebnosti, torej uporabnikov vaših spletnih storitev. Temelj tega TCF-ja pa je, da je ta privolitev svobodna, kakor mora biti po GDPR-ju, informirana in predvsem izrecna. In da lahko uporabnik kadarkoli uporabi eno izmed svojih temeljnih pravic po GDPR-ju, to je pravica do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki ste jih od njega, z njegove naprave, pridobili v neki spletni komunikaciji, v neki digitalni komunikaciji, ki jo imate s tem potrošnikom. Več o tem si preberite na spletni strani IAB Europe / Transparency Consent Framework 2.0 ali TCF 2.0. Dobro. Takole, samo še tole bi za konec povedal, nekaj slajdov bom preskočil, in sicer da se v praksi tako. V praksi zelo pogosto napačno ali pomanjkljivo razume, katere pravne temelje ima vaše podjetje, vi kot upravljalec osebnih podatkov v nekem digitalnem okolju, v katerem poslujete, in se bodisi uporablja zgolj pravno podlago privolitve, to se pravi, strinjam se, da lahko nekaj z mojimi podatki počnete,
pri čemer pa se še ta privolitev zlasti v srednjih in malih podjetjih, v vaših spletnih portalih uporablja še na implicitni ravni. To se pravi, strinjam se, grem dalje, ne da bi upoštevali tisto, kar sem povedal nekaj minut nazaj, glede zahteve po izrecni, informirani in svobodni privolitvi, kakršna je denimo zajeta v tem standardu TCF 2.0. Ne smete pa pozabiti, da v digitalnem okolju se lahko tudi zanašate na druge oblike, na druge pravne temelje za obdelavo osebnih podatkov, zlasti kadar vam zakon nalaga in sedaj živimo v COVID časih, ko zakonodajalec in vlada na podlagi zakona s podzakonskimi akti nalaga podjetjem v spletnem okolju in v brick and mortar okolju, da zajemajo določene osebne podatke ali da komunicirajo s potrošniki na specifičen način, ne da bi bilo seveda zato potrebno tem potrošnikom od njih pridobiti ustrezno privolitev, kajti pravni temelj je oblastven akt, to je zakon ali podzakonski predpis, ki vam zaradi nevarnosti epidemije nalaga neko obveznost zajema osebnih podatkov in zato seveda ne potrebujete včasih izrecne privolitve. Strinjam se, da lahko vzameš te moje podatke, temveč jih morate vzeti, če želite nadaljevati neko komunikacijo ali poslovni kontakt ali nek B2C relationship s temi posamezniki. In še nekaj bi povedal, to je lahko predmet povsem ločenega predavanja enkrat v prihodnosti, tako imenovani zakoniti interes ali legitimate interest, kot ena izmed pravnih podlag po GDPR-ju, bo vedno bolj pomembna in vedno bolj uporabljiva tudi v digitalni sferi, v digitalnem okolju, zlasti v digitalnem marketingu. To je ena posebna pravna podlaga, dosti abstraktna, morda v praksi tudi dosti nerazumljena, ampak nikakor ni minuta časa, kot jo imam, pa sem že 2:06, ne dopušča, da bi več o tem govoril. Si pa zabeležite nekam uporabo pravnega temelja, zakonitega interesa ali po angleško se uporablja v legitimate interest, ko boste na to naleteli. S tem jaz zaključujem moje kratko oskubljeno predavanje. Upam, da se bomo še kdaj srečali v nekoliko širšem časovnem okvirju. Bi pa tukaj morda samo navrgel neko idejo, Katja sva se o tem že pogovarjala, mislim, da bo koristno, da bomo tudi pripravili en tak nabor pravnih predpisov, dokumentov in procesov v posameznem SME-ju, ki ga bo potrebno odkljukati za uspešno pravno digitalno preobrazbo in predvsem pripravo ustrezne digitalne strategije v vašem SME-ju, ne da bi nujno za to rabili vsakič teč kot odvetniku ali drugemu strokovnjaku, pa da bo dovolj praktično prikazano. O tem mogoče kaj več, Katja in Dih, kdaj v prihodnosti. Z moje strani je to vse. Jaz se vam zelo opravičujem za izjemno hitro predavanje in hitro govorjenje. Upam, da sem bil vsaj malo razumljen. Lepo se imejte. Sedaj pa je na vrsti kratek odmor.